Drage moje gledalke in gledalci, zanimiv večer vam želim. Janjo sem spoznala preko socialnih omrežij, v oči so mi padli njeni sočutni nasveti v zvezi z vzgojo otrok in njena iskrena samospraševanja. Naš veliki mislec Martin Kojc je napisal v svoji odlični knjigi Učbenik življenja, da so vprašanja bolj pomembna od odgovorov. Vedno se mi je zdelo, da so odgovori najpomembnejši, da šele ko znam, na kaj odgovoriti, postanem uspešna in koristna, pametna. Vzgojena sem bila po receptu, kako je treba misliti, v kakšnem vrstnem redu teče logika stvari mojih misli. Spoznanje, da me moji vzgojitelji niso naučili, kako delati miselne obrate, počepe, osmice in premetavati logiko misli in stavkov sem in tja, to me je pravzaprav na nek način presunilo. Kaosa sem se bala. Za vsako ceno dobro odgovoriti, pravilno odgovoriti, je bil moj edini cilj, ki mi je služil za družbeno priznanje. Dejstvo, da lahko šele z znanjem, ko neko področje res dobro obvladaš, da šele takrat lahko postavljaš dobra in globoka vprašanja, ki so temelj vseh razmislekov, je sprostilo mojo dirko za priznanjem in me rešilo strahu, da česa ne znam, ne razumem. Z vzorcem, kako kaj mislim in kako kaj berem, me je povezalo z Janjo. In odkrila sem izvrstno terapevtko sočutnega starševstva, pogumno mamo, ki je ni sram govoriti o svojih vzgojnih zablodah, in ženo, ki se je borila in bori za svoj zakon in družino z brezkompromisnim iskanjem, pa četudi po najbolj nenavadnih poteh. No, zdaj si pa zamislim. Draga moja zlata ribica, jaz si želim, da pride v studio Janja Urbančič. Draga moja Janja. Ja, dobrodošla. Želja se te izpolnila. Ja, hvala ribica. In meni tudi. Izvoli, sedi. Želja se nama je obema uresničila, ne? Tako, obema. Evo, vedno pride pravi čas, a ne? Veš kaj, mislim, mi da se res prvič v živo vidiva in jaz tako po domače rajtam, ne, da je tebe življenje kar premetavalo, ne, sem in tja, ker si ena taka raziskovalka in v množici na teh družabnih omrežjih pa si mi zasijala ven, ne. A te zdaj lahko malo vprašam za tvojo življenjsko zgodbo, pa za tvoja znanja, oziroma kaj je bilo tisto, verjamem, glede na to, da starševsko vzgoja in tako naprej in odnosi, da je to nekje zelo daleč nazaj se začelo kuhati v tebi, a? Ja, res je. V bistvu, ja, jaz sem na to pot starševstva oziroma te nekako kariere tega sočutnega starševstva, ki sem ga pravzaprav tako nekako poskušala predstaviti malo Sloveniji, prišla pravzaprav v bistvu s pomočjo moje največje učiteljice, se mi zdi, moje hčerke. Ja, takrat je bila v bistvu stara 3 leta. Jaz sem že dolg časa tako raziskovala sebe, pa delala na sebi in tako naprej, ampak... Pa si imela tudi zelo zanimivo otroštvo, ne, ali kako? Ja, res je. Ja, v bistvu... Če začneva tam, ne? Vsak ima svojo zgodbo. Ja, vsak, ja. Še ben ni prišel čisto cel iz nje, ne? Ja, res je, ja. No, v bistvu je bilo tako, ja. Jaz sem sicer na splošno lahko rečem, da moje otroštvo ni bilo slabo. Imam pa par zgodb, ki so me v bistvu izoblikovale, tako kot vsakega. Recimo, moj oče je bil precej zaprt vase, zelo deloholičen oziroma veliko je delal, veliko je bil odzunaj, veliko
Malo smo komunicirali prvič doma. Nisem ga poznala, nisem imela odnosa z njim, nikakor nisem mogla priti do njega. Kot majhna punčka jaz tega nisem razumela. Ne. Meni se sem zdaj odtujen tam nekje, spomnim se, kako Si se ga bala? Malo sem se ga bala, zaradi tega, ker nikoli nisem vedela, kaj razmišlja, ker je bil toliko zaprt vase, ampak bolj se mi je pa zdel kot en tujec. Šele zdaj vem v bistvu, da ga je njegova življenjska zgodba toliko oblikovala, da je razvil te mehanizme, kako se je soočal s svetom na tak način, da se je zaprl vase in da mu je bilo tako najlažje. In včasih sem mislila, da je precej hladen, ampak jaz vem, da je on tako globoko čutil in tako veliko čutil, da je rajši zatrl ta del sebe in naredil en velik obrambni zid okrog sebe, tako da je lahko sploh preživel v tistem, kar je odraščal po vojni in z 10 brati in sestrami in tako naprej. Ja, mama je bila zelo prijazna ženska in zelo topla in zelo sočutna, in na drugi strani jo je potem zelo velikokrat zaradi teh obremenitev, ki jih je imela zaradi svoje lastne zgodbe, je velikokrat postala nepotrpežljiva, kričala. Veliko enega kričanja sem doživela. Jaz tudi danes vem, zakaj je tako in vse jo razumem, ne zamerim ji, vem, koliko je dala čez enih stvari. In v bistvu tudi to me je oblikovalo, predvsem me je to oblikovalo kot mamo. Odnos z očetom me je bolj oblikoval kot partnerko in v tem sem v bistvu se iskala kot partnerka. Tako da ja, doživela sem nekaj zlorab, tudi to o tem govorim, tudi na socialnih omrežjih, ni mi težko o tem govoriti, zaradi tega, ker verjamem v to, da se premalo o tem govori, da je to še ena velika tabu tema. Mnoge ženske in tudi fantje doživijo zlorabo in se borijo skozi celo življenje, da to pravzaprav predelajo. Nekateri niti ne vejo, da so bili zlorabljeni. Mnogi ne vejo, da so bili zlorabljeni. Mislim, to so še stari podatki. V bistvu vsak 5. otrok v Sloveniji doživi zlorabo takšno, spolno, fizično, psihično. In to so strahotne številke glede na to, kako malo se o tem govori. V bistvu na vsake, ne vem, 10.000 ali ne vem koliko, se kdo oglasi in kaj pove. Jaz delam veliko in poznam tudi veliko terapevtov, ki delam z njimi, sodelujem z njimi in tako, in večinoma mi govorijo, da njihovi klienti, skoraj vsak ali pa vsak ta drug, vsak ta tretji, pride nekako v procesu, terapevtskem procesu ven spolna zloraba ali pa nekaj podobnega. Tako da ja, tega je ogromno, še vedno, žal. Mislim, res ogromno. Mislim, o tem se bi bilo tudi enkrat dobro samo o tem pogovarjati in mogoče poskusiti najti ljudi, ki bi si upali o tem govoriti, da vas bo več, ker je vedno lažje, kadar vidiš, da nisi sam, o tem govoriti. Ampak midve nadaljujeva s tvojo zgodbo. Se pravi, pa si srečala partnerja, mislim, kako si prišla do te, mislim, kaj si hotela biti? Ja, medicinska sestra sem v bistvu postala, to je moj primarni poklic. Delala sem v kliničnem centru na oddelku za nevrokirurgijo skoraj 20 let. Dokler me ni potem moje materinstvo in raziskovanje tega starševstva, ko sem v bistvu se znašla svojo hčerko v eni slepi ulici, začela raziskovati starševstvo in me je potem to toliko začelo zanimati in toliko sem želela pravzaprav, toliko teh spoznanj, ki sem jih doživela sama kot mama in ki so pomagale mi v odnosu do hčerke, sem želela deliti s svetom in tako je v bistvu prav spontano začelo nastajati to, da sem začela deliti sebe in na tak način potem zgraditi vse od takrat. Ti si danes terapevtka? Nisem uradna terapevtka, nimam uradne šole narejene, imam pa v bistvu veliko izobraževanj za sabo,
največ izkušenj. In pa pri Špelci Morojna sem 5 let se izobraževala za FIL, vodjo individualnega in skupinskega procesa. Tako da sem pravzaprav strokovnjakinja za čustveni proces. Aha. Tako da lahko tudi o tem pol malo kasneje poveva še kaj več, če te bo A v zanimalo. to Kuliševo šolo tudi? Kuliševa hodi? tudi tako. No, to si pa spoznala Kuliša preko moje oddaje, ne? res je. Ja. Res je. In kateri letnik si pa tam? Drugi. Drugi. In misliš tako. končati, ste 6 let dolgo, ne? 6 let je dolga. Ja. Kar oren. Kar, ja. Kar. Ampak veliko, verjetno tudi boš vse povedala. In kaj je tvoja 3-letna hčerka počela? Ja. V bistvu je bilo tako, da veliko je imela teh čustvenih izbruhov, tako kot pač vsak 3-letnik, skoraj vsak 3-letnik. In jaz pravzaprav nisem vedela, kaj naj naredim. Moje misli so šle v kaznovanje, v prisilo, potem na drugi strani v neko starševsko nemoč, ko sem samo roke dvigala in rekla, nimam pojma, kaj naj naredim, in sem jo kar pustila. In skratka, nič ni delovalo, izbruhi so bili čedalje pogostejši, čedalje močnejši, jaz čedalje bolj v nekem nerazumevanju, v stiski in tako naprej. In potem sem v bistvu preko Sanje Rozman, takrat sem obiskovala njeno terapevtsko skupino. Aha. No, in mi je Sanja Rozman rekla, da naj naredim en plakat, na katerem bo na eni strani, kako se hčerka počuti, se pravi, jezna sem, žalostna sem, ne vem, strah me in tako naprej, vesela sem. Na drugi strani pa kaj potrebuje. Potrebujem objem, potrebujem pogovor, potrebujem igro in tako naprej. No, in jaz sem res naredila tako en tak ful velik plakat. In ko se je hčerka začela trmati in metati po tleh in cepetati in ne vem kaj vse, kar me je v stisko spravljalo, sem jo peljala k plakatu in sem ji rekla, Doris, povej, kaj rabiš od mene. In tako pogledala, prej sem jo že spoznala s plakatom, in prej tako pogledala in pravi, objem. In jaz sem jo objela in ona se je umirila. In jaz sem rekla, wow, okej. Se pravi, ona očitno nekaj potrebuje od mene. In to mi je to, da jaz v bistvu ne rabim takrat nekaj z njo narediti, ampak jo rabim začutiti, slišati in videti, kaj potrebuje. Da je v bistvu njeno vedenje odraz neke njenega notranjega dogajanja, neke notranje stiske, nekih čustev, ki jih ni zmogla predelati, zdržati z njimi takrat v tistem trenutku, in je pač kot 3-letna punčka lahko skomunicirala ta svoja velika čustva samo na tak način, da je cepetala, ker je bilo njeno telo in njen živčni sistem premajhen in premal nabildan, da bi lahko to ona zdržala. In ko sem jaz njo objela in jo pocrklala in jo stisnila k sebi, se je v bistvu na tak način umirila. In to je bilo za mene razsvetljenje dobesedno. Takrat sem v bistvu, to je bil trenutek rojstva sočutnega starševstva v meni, v mojem telesu. In sem začela raziskovati, kaj otroci potrebujejo, zakaj se grdo obnašajo, kaj nam sporočajo s svojim vedenjem, kakšne so res njihove tiste osnovne potrebe, kakšne so razlike med potrebami in željami in tako naprej in tako naprej. In to je v bistvu potem rezultiralo v vsem tem, kar sem potem začela delati. No, in danes si rekla, kaj se pravi, svetuješ individualno? Svetujem individualno, vodim skupine za čustveno osebnostno rast po konceptu FIL. In to malo razloži, to je Špelca Morojna, se bo tudi moramo njo enkrat povabiti. Ja, absolutno, Špelca je krasna. To je FIL, to pomeni nekaj z občutki zvezi. Ja, res je. FIL je v bistvu kratica. Kratica, sicer v angleščini, jo lahko povem, F pomeni make yourself available to feel, se pravi F. E pomeni pripravi sebe, da se daj se na voljo za občutanje. Za občutanje, a ja, to feel, ne ful. Ja, feel. Se pravi, daj se na voljo za občutanje. Drugo je embody, se pravi utelesi, začuti v telesu te občutke.
izrazi, ekspres, izrazi jih sam sebi ali nekomu drugemu, in L pomeni let go, spusti jih. Se pravi, to je pravzaprav en naraven proces, ki se zgodi v telesu takrat, ko mi pridemo do pristnih čustev. Takrat, ko mi pridemo do tega, kaj se zares dogaja globoko v nas. In čustvo ima pač svoj potek. Že majhni otroci doživljajo čustva in ima svoj začetek, svoj vrhunec in svoj konec. Se pravi, otrok, ki, ne vem, se recimo doživi izbruh jeze, bo doživel izbruh, ta izbruh bo doživel vrh in se bo sam od sebe iztekel. Če mi, kot starši, kot odrasli, otroku držimo prostor in mu samo dovolimo, da čuti ta čustva. To ne pomeni, da mu dovolimo razbijati ali pa trgati kaj ali pa tepsti, ampak to samo pomeni, da mu dovolimo doživeti tisto čustvo, ker je pristno, ker je naravno in ker ima svoj začetek in svoj konec. Če pa mi otroka v tem ustavljamo in mu ga kaznujemo, mu govorimo, da ni priden, da tega ne sme, da se ne sme jeziti, da ne sme jokati, da naj neha jokati in tako naprej, se bo to čustvo ustavilo nekje. In otrok potem to čustvo mora potlačiti, ga mora dati v eno tako kapsulo in ga nekam potisniti nekam dol. In več, ko je teh potlačenih čustev, večkrat, ko je otrok bil v kakšnih situacijah sam, ko je bil kaznovan, ko je bil pretepan, ko je bil zlorabljen, ko so mu bile prestopane meje, ko ni imel dovolj meja oziroma ko ni imel vodenja, ko je doživel kakšne situacije, v katerih ga je bila groza, recimo, ali pa ko je moral biti sam, ko je moral sam zaspati, recimo, in tako naprej. Vse te situacije, manjši, ko je bil dojenček, manj je z razumom lahko vedel, kaj se dogaja in bolj je rabil starša zraven sebe. In manj, ko je bil starš na voljo, manj, ko je mu zmogel zadovoljiti te njegove osnovne potrebe po varnosti, po ljubljenosti, po povezanosti, po sprejetosti, po razumevanju, po tem, da ga slišimo, da ga začutimo, bolj je mogel vse te občutke nekam potlačiti in potem nam v odrasli dobi začnejo butati ven. Skreiramo si take situacije, v katerih je to treba predelati. Zdaj, ko te poslušam, se veš, midva imamo obidve rade Tomislava Kuliša, mislim njegovo, ne, jaz sem takrat še bila kar dost vpeta v to vzgojo in sem rekla, kaj je univerzalen odgovor oziroma kaj je univerzalen recept na to, da jaz lahko vzgajam dobro, da ne delam teh napak, ker sem imela tudi jaz stalno slabo vest. In se spomniš, kaj je on rekel, ne? Edin recept in to je po celi Sloveniji se prijel. Mislim, dobra mama je tista mama, ki je sama dobra. In zdaj, naprimer, kad to poslušam vse, zdaj pa že malo z distanco, čeprav z rahlo ogorčenostjo, ker jaz sem pa zdaj mama odraslih otrok in tega, kar me pa tukaj v tem obdobju čakali, me pa tudi ni meni povedal. To se pravi, da ni konca nekih odnosov, da me bo ravno tako bolelo, ampak zdaj nekaj odrasle, v nekih odraslih, da nekomu ne gre v službo, da se nekdo ločuje ali pa ne vem kaj še vse, kar so še večji problemi kot takrat, ko so bili majhni. In to dejansko drži. Majhni otroci, majhni problemi, veliki otroci, veliki problemi. Predvsem pa sem mislila, da se enkrat to neha, ampak se ne neha, ne? Ja. Ne neha se. Starši smo do konca življenja, ne? In mi smo otroci do konca življenja. In zdaj pri vsej tej, mislim, da je tega znanja, kako vzgajati otroke in tako zelo velik, je prisoten, ne? Ampak a se ti zdi, da slika današnjega sveta govori v prid vsem tem sočutnim, rahločutnim, mislim, nekim znanstvenim dognanjem, raziskovanjem psihe, se pravi nove vzgoje in tako naprej. Kaj se hudiča dogaja? Ja. Mislim, da smo šli iz ene skrajnosti v drugo, ne? In najti se moramo nekje na sredini, ne? In Jesper Juhl recimo je rekel, da je to pač naraven proces, kako grejo ponovati stvari. In večkrat recimo slišim kakšne strokovnjake, ne samo
za vzgojo govoriti o tem, da v bistvu jaz gremo iz ene skrajnosti in gremo najprej v drugo skrajnost, zato da lahko sploh vidimo, to je skrajnost, kje je sredina. Mi ne moramo vedeti, kje je sredina, če ne poznamo najprej obeh skrajnosti. In nismo zadovoljni s tem, se pravi, nismo bili zadovoljni z avtoritarno vzgojo, kjer je pač otrok bil samo brez pravic in brez vsega, brez besede, tepen, velikokrat zlorabljen in tako naprej. Smo šli v drugo skrajnost, ker smo želeli popraviti to, smo šli v drugo skrajnost in smo otroku hoteli omogočiti vse, moj pa otrok pa ne bo nikoli trpel in tako naprej. In zdaj ugotavljamo, da tudi to ne deluje. In zdaj smo na polju, kjer odkrivamo in iščemo to zlato sredino in to, kako v bistvu ustvarjati odnos. Jaz mislim, da tukaj ni odnosa in tukaj ni odnosa. Ni odnosa tukaj, kjer pač je enosmerni, jaz odločam, ti poslušaš, in tukaj tudi ni odnosa, ker je otroku dovoljeno preveč, vse, materialnih stvari ima preveč, premalo odgovornosti, preveč je zavid v vato oziroma preveč smo občutljivi, preveč nas je strah, vse pazimo in tako naprej. In še vedno ni stika. Ni odnosa tukaj. Tukaj je, na sredini je pa ta odnos in to jaz pravzaprav učim. Kako pravzaprav otroku pogledati v oči pa mu reči, kako si? Kaj rabaš? Dejva se tako zmeniti, da bova oba zadovoljna. Ker tukaj je bil zadovoljen samo starš, tukaj je velikokrat zadovoljen samo otrok, ampak zdaj, ko to pripoveduješ, mi je padlo na pamet, ampak tu v tem vprašanju, kako si, v bistvu gre in za starše in za otroke. Absolutno. Namreč, zdi se mi, namreč tako zelo od zunaj, pa provociram malo, ta velika, se pravi, njegovo visočanstvo otrok, ki mu je vse namenjeno, in zdaj vidim, mislim, kamorkoli pogledam, vsaj v teh krogih, katerih se jaz gibljem, je to visočanstvo in mu mora biti vse prilagojeno. Po drugi strani, mislim, ampak pogledam pa to družino, v kateri tudi odnosi med moškim, se pravi atom in mamo, nič ne deluje in se vsi samo nekaj gremo. Učimo se, poslušamo, beremo in se spet vsi nekaj gremo. Ker najprej se je treba, česa se je treba najprej dotakniti? Občutkov vseh vpletenih v družini, ne? Ali kako? Absolutno. Absolutno. Center pravzaprav družine sta oče in mama. In če med njima dvema ne štimajo stvari, potem so otroci in njihove stiske samo odraz velikokrat tega. Koliko ljudi je žal ločenih danes, koliko razširjenih družin je, kjer se še vse dodatno zakomplicira. Že samo to veliko pove. Koliko je enih parov, ki ostajajo skupaj, pa niso srečni, recimo. Zato jaz tudi velik poudarek sem začela dajati. Na začetku sem šla veliko v smer starševstva, ampak potem sem videla, da v bistvu je partnerstvo še celo bolj pomembno. Tako da se veliko ukvarjam tudi s partnerstvom, s partnerskimi stiskami, ki jih ljudje doživljajo. Sama ogromno delam in delava s partnerjem na najinem odnosu. In ugotavljava, da bolj, ko sva midva povezana, bolj, ko midva zmorava globjo komunikacijo, kakor jo zmorava, o večjih stvareh, o katerih se zmorava pogovarjati, se dotakniti, kljub temu, da mogoče naju je strah, pa nama ni prijetno, pa veva, da se bova mogoče zataknila nekje, pa greva še vseeno v ta pogovor. In kljub vsemu temu, da se znava o teh stvareh pogovarjati, vidim, da bolj, ko to zmoreva, bolj nama uspeva, bolj imava trden odnos in to je ta temelj, v katerem potem otroka se počutita varno. Ker v bistvu, če starša nimata varnega odnosa, zaradi svojih lastnih ran, seveda, ki sta jih prinesla iz svojih lastnih družin, se tudi otroci potem ne morejo počutiti varno. In ko se otroci ne počutijo varno, jih je strah. In ko nas je strah ljudi, ko nas je strah, kaj počnemo? Postanemo agresivni ali se zamrznemo, se zapremo vase. Se pravi, smo v bistvu nekje v enem
tistem čustvenem kolapsu in čustvenem vrtincu in potem je vse narobe. Ja, jaz se na primer na nek način že počutim odgovorno za to, to, kar se dogaja v današnji družbi, čeprav so moji otroci še vedno mladi in mislim, še ne ustvarjajo te družbe, ne. Ampak verjetno malo starejši kot jaz so pa v bistvu vzgojili te ljudi, ki so danes jezni, če ni tako, kot oni, se pravi, ki so ostali nekje na nivoju 6-letnika. Jaz se velikokrat v odraslem človeku vidim vso to jezo, ogorčenost, nepripravljenost komunicirati, tako mora biti, ta trenutek mora biti in tako naprej. Mislim, s tem, ko jaz prevzamem odgovornost, oziroma ko se zavedam odgovornosti, da v svojem zakonu s svojim možem ustvarjam bodočnost družbe, a to kaj pomaga ali je to že spet samo teorija? Ne, jaz mislim, da je pomembno biti otroku zgled. To je najbolj pomembno. Ja. Se pravi, a jaz zmorem prevzeti odgovornost za sebe in svoje občutke? Ali jih jaz vedno valim na partnerja, ti si kriv in on me nazaj, ti si kriv. Se pravi, mi kot družba valimo na nekoga drugega non-stop. To vidimo non-stop. Ja. To je modus operandi, ki ga furamo v naši družbi. Vedno je nekdo drug kriv. In ko bomo začeli mi prevzemati odgovornost, mi odrasli prevzemati odgovornost za svoja vedenja, za svoje misli, za svoje besede, za čustva, takrat bodo otroci to avtomatsko pobrali od nas. Dokler mi ne prevzemamo odgovornosti, potem pač enostavno ne morajo se od nikogar tega naučiti. In družba gre svojo pot. Kaj sta pa vidva ste se z možem, če mi malo to poveš, kakšne probleme oziroma kje so bili problemi, in vidva se loteva, da teh vajinih problemov na zelo originalen način. Ne? Tak zelo tudi, mislim, mene kar zanima to, kako se še na drugačen način lotiti, se pravi, partnerskih odnosov, ki so res, pa skoraj najtežje. Ja. Ker otroku, v bistvu od otroka ne moreš iti. Tam pa lahko greš. Vsak trenutek lahko. To je past. Tam pa lahko vsak trenutek, mislim, rep med noge, pa gremo, ne? Pa gremo v naslednjo zgodbo, ne? Tako je. Ja. Kjer nas čaka isto. Ja. Več ali manj. Več ali manj, če nismo predelali, nas sigurno čaka isto. Nekje nekoč. Ja, tako bom rekla. Jaz sem v bistvu prinesla od doma to odtujenost, to zaprtost, to v bistvu kako bi rekla, lažje pobegnem iz odnosa. Se pravi, moja tendenca je, da pobegnemo iz odnosa. Poznam to. Kufer pripravljen, ne? Ja, zdaj sem mogla prav malo razmisliti, kako bom to razložila. Tendenca mojega moža je, da je tist, ki lovi. Tendenca moja je, da sem tista, ki beži. In s tem sva se v bistvu ukvarjala dolgo časa. Pač moj oče je bil tak, moj oče je bil tisti, ki je bežal iz odnosa, ki je bil bolj zaprt vase, ki je težje odprl srce in tako naprej. Poleg tega moje spolne zlorabe so prispevale svoje, poleg tega, da moja vzkipljivost moje mame je spet prispevala svoje. Skratka, veliko je bilo teh enih stvari, ki sva jih večinoma reševala na partnerskih terapijah. Ogromno sva prebrala tudi enih knjig, takih pomembnih, recimo Najina ljubezen, močno Hervil Hendricks, Močno me objemi od Suzanne Jeffers, pa 5 jezikov ljubezni. Sej ogromno ljudi pozna te knjige. Ena tista knjiga, ki pa jaz mislim, da nama je rešila odnos, je bila Najina ljubezen, ki sva jo prebrala takoj, ko je najina zaljubljenost minila in sva se znašla na razpotju. Ali bova ostala skupaj, pa bova rasla, ali bova šla pač narazen. Jaz mislim, da vsak odnos se znajde vsaj enkrat na takem razpotju. In takrat sva v bistvu ugotovila, da te najini vzorci, ki sva jih prinesla iz družine, vplivajo na to, kakšen imava odnos, in tam sva naredila eno pomembno zavezo. In sicer obljubila sva si, da ne bova šla narazen nikoli, dokler ne razrešiva, dokler ne bova poskušala razrešiti tega, kar
mava za razrešiti. Aha. Se pravi, da bova šla k terapevtu, da bova poskušala na vse mogoče načine priti do vzroka problema in najti rešitev. In to je bila v bistvu najina poroka, bom jaz tako rekla. To je bila tista najina najglobja zaobljuba, ki sva si jo dala in ki nama je v tistih trenutkih, ko nama je bilo najbolj težko in ko sva že res mislila, da bova odnehala, sva se spomnila tega in sva rekla sva si, da ne bova šla narazen, da bova poskušala. In vsakič, ko sva prišla do tukaj, sva najdla rešitev. Tako da ta stavek nama je v bistvu pomagal, da sva v tistih najtežjih trenutkih se odprla in rekla, tukaj sva, ne veva, kaj naj narediva, rava pomoč. In sva se odprla za pomoč in sva jo vedno našla. In tako v bistvu... Vidiš, kako pravijo, kako so pomembni stavki, ki jih mislimo, ne? Izjemno. Kako nam en stavk, ena knjiga, en človek, ki je v pravem trenutku rekel, kako si lepa, kako ti to lahko spremeni celo življenje. Res je. In mi temu ne verjamemo, ne? Še vedno mislimo grde misli in še vedno se kuhljamo v enih in istih stvareh. Absolutno. Namera. Jaz bi rekla še mogoče celo namera. Celo namera, ja. Namera. Jaz recimo ogromno uporabljam zadnje čase namere. S kakšno namero grem v dan, s kakšno namero grem v nek odnos. Se pravi namera. In midva sva si dala to namero. Ostala bova skupaj in se bova toliko trudila, dokler ne bova najdla rešitve. In to je bila najina namera in zaveza. In jaz mislim, da manjka nekih zavez in namer. Velikokrat gremo v odnose, pač gremo v odnos, pa kar bo, pa bo, recimo. In tudi pari, ki se poročajo, za obljube velikokrat se samo preberajo, ne mislijo pa se tisto iskreno. V dobrem in slabem, v zdravju in bolezni in to je izrečeno, potem pa pozabljeno. Ampak to je že spet. Zdaj bom ves čas vlekla vzporednice. Kako so jih pa vzgojili? Ko daš besedo, daš besedo. Jaz sem človek besede. Naprimer, jaz v resnici sem človek besede, ne? Ampak to je nekaj pomembnega, ne? Ja, absolutno. To je pomembno. Mi pa ne jemljemo tega kot pomembno. In kako naj naši otroci potem držijo besedo, če mi ne držimo? Ja, in ti se poročiš z enim takim, ki pač na to nič ne da, ne? Absolutno. In če dalje bolj spoznavam, koliko v bistvu je pomembna ta izbira partnerja. Ja, to pa tudi jaz mislim. To je ena najpomembnejših izbir, ki jih naredimo v življenju in jih velikokrat naredimo kar takole. Zaradi tega, ker smo se zaljubili in zgubili glavo in potem smo že skupaj, živimo skupaj, zanosila in to je to. Veliko premalo razmišljamo o tem, s kakšnim človekom bomo šli v odnos, kakšno osebo bomo povabili v svoje življenje, s katero bomo živeli celo življenje, imeli otroke z njimi. To so velike stvari. To so največje skoraj. To so največje stvari. Ja, ker v hipu, ko imamo mi še otroke, gre za mnogo več. Točno tako. Tako kot v življenju gre mnogo več, kakor zate, zame in za otroke gre še za več. Za višji smisel, za dobro vseh ljudi. Točno tako. In v bistvu, jaz pravim sicer, da vsak ima svojo pot in vsak ima svoje učenje in hkrati včasih bi se lahko izognili marsikateri stvari, če bi lahko se malo ustavili, pa malo zadihali, pa malo razmislili. In kako sta vidva to pa reševala? Ja, se pravim, s knjigami, veliko s partnerskimi terapijami. Takrat, ko sva se znašla v slepi ulici, sva si poiskala pomoč. To je bilo kar nekajkrat. Nisva si lagala, da bova sama znala rešiti, ker če bi znala rešiti, bi že rešila, pa nisva. Sva pa v zadnjih 2 letih našla sva psihadelike. To je v bistvu hvala, ki mi dovoliš govoriti o tem. Pogumna si. Tudi jaz sem pogumna, da o tem mogoče govorim lahko sploh. In v bistvu sva šla na obred z Sasafro, to je v bistvu učinkovina MDMA, kjer sva v bistvu veliko bolj poglobljeno lahko raziskala najin odnos. In vse to, česar se niti nisva zavedala, da naj obremza, sva ozavestila, se o tem začela pogovarjati.
začela iskati rešitve v zvezi s tem. Ogromno. Prej se mi je zdelo, da imava dober odnos. In ko sva našla med doma, ko sva prišla do tega, sva ta odnos tako poglobila še tako za enih 5 stopnic. A res? Ja, in razširila in zdaj lahko rečem, da imava odličen odnos. A Res. res? Ja. Kako pa to približno izgleda? Jaz vem, naprimer, da mi v bistvu tudi preko, mislim, zdaj naj nihče ne vzame dobesedno in ne zameri, to so, mislim, ljudje imamo pravico iskati in najti neke svoje poti. Jaz vem samo, da do podzavesti je pot izjemno težka in mislim, da z logiko in z tem pač, kar imamo s temi orodji, ne da prideti tja. Ja. Ne? Ampak z nekimi Absolutno. hudimi veščinami, vem pa, da zadnje čase se s psihadeliki zdravijo depresije in hude skizofrenije in tako naprej in imajo, se pravi, kontrolirano, ampak imajo že zelo dobre rezultate, ne? Absolutno. Tako da bomo pač morali začeti tudi o teh stvareh govoriti odkrito in se jih ne bati, ne? Ja. Ker grejo res v globje plasti, ne? Res je, v globje plasti. Pomembno pa je to, da je to pravo okolje in da pravi ljudje, da so zraven, da vodijo ljudje, ki vejo, kaj delajo. To je zelo pomembno, ne? Ja, seveda, tako kot na terapiji, ne? Ne bo šel k nekomu, ki je 2 knjige prebral, ampak bo šel k nekomu, ki ve, kaj dela. In tudi tukaj je tako, ne? In da imaš potem podporo tudi po tem procesu, ne? Ja. Da nisi prepuščen sam sebi, ker recimo lahko se dvigne ogromno enih potlačenih osebin, neozaveščenih iz podzavesti, ki jih je treba v bistvu potem predelati, ker največ se potem dogaja po tistih 14 dni, 3 tedne po tistem, ko prideš iz obreda, takrat se začnejo stvari dogajati. In kar je najbolj v bistvu bilo, kar je najbolj zanimivo meni pri tem, je to, da v bistvu se spustijo vse obrambe in lahko govoriš o stvareh, o katerih prej nisi mogel govoriti. Midva s partnerjem lahko zdaj govoriva o stvareh, o katerih sva se prej vedno zapletla, ker je nekomu nekaj pritisnilo, ker se je v nekomu nekaj zbudil in se je zaprl, ali je, ne vem, rekel, jaz o tem ne bom pogovarjal, ali pa mi je nekaj rekel, kar je mene zabolel in pa se veš, kako nastane konflikt. En nekaj reče, drug zavije z očmi, zavzdihne, pa je konc, ne? Ja. Pa tudi, če se še tako in tako sva se trudila, da bi se v nekaterih stvareh pogovorila, se enostavno nisva mogla. Niti nisva imela stvari ozaveščenih, do kam vse segajo in kje vse so vzroki za to, da se nama nekaj dogaja ali pa da midva nečesa ne zmoreva v najinem odnosu ali pa se nama ponavlja ves čas nekaj. Tukaj sva pa recimo res prišla do vzrokov, veliko globje prihajava noter, veliko lažje se pogovarjava o tem, ker jaz njemu nekaj rečem in on mi reče, Janja, hvala, ker si mi to povedala. A res? Hvala, ker si mi povedala, zdaj te razumem in slišim. In ta empatija se v bistvu zbudi en do drugega, imava midva zdaj ogromno več empatije, kot so imela prej. Prej sva bila vsak v teh nekih svojih, jaz bi rad bil slišan, daj mene sliši, jaz bi rad povedal, a lahko ti meni daš. Zdaj pa tukaj si ti pa to kot pre srce, da končno slišiš in rečeš, zdaj te razumem. Zdaj te razumem. In zaradi tega, ker res razumeš partnerja, s katerega vzgiba to počne in da ga boli v resnici, da je zadaj ena bolečina, da ni to zato, ker on nas ne bi imel rad ali pa ker mu ne bi bili pomembni in tako naprej, ampak zaradi tega, ker ga nekaj boli in ko smo sočutni do te njegove bolečine, takrat človek postane tisto, hvala, ker me slišiš, končno me nekdo sliši. In tako se slišva drug drugega in tako v bistvu res ogromno sva dobila. Kako pa to izgleda? Se pravi, mislim, midva se v tej terapiji pogovarjata, ali gresta oba dva, mislim, skupaj skozi obred, ali z drugimi ljudmi, ali kako to izgleda? Lahko greva skupaj, lahko greva z drugimi ljudmi, kakor se pač odločijo. Lahko sva sama dva v nekem prostoru, pa je terapevt samo vsake časa pride pogledat. Lahko sva skupaj v skupini, pa pač imamo skupinsko dinamiko, lahko sva sama tam nekje za sebe, pa se pogovarjava. Pa in to se pravi, dvigne, odpre vsa vrata,
Tako. Vse te naše zavore, to, kar smo naučeni, družbene vzorce, se mi nosimo milijon vrat, ne? Ja, v bistvu se lupimo kot čebula, ne? Ja. Počasi prihajamo in odpiramo in odstiramo te tančice in lupimo te naše plasti čebule in tako se počasi v bistvu prihajamo do tistih pristnih nas, ne? Do tistega pristnega jedra, s katerim smo se rodili, ker mi v bistvu ne rabimo se nič novega naučiti. Mi se rabimo odučiti vsega tega, ja. In prideti nazaj. In prideti mi se nazaj teh praznin, ki so najbolj kreativne, iz praznine vse nastane, pa v bistvu najbolj bojimo. Ja, res je. Res je. Ker ne vemo, kaj pa zdaj. Okay, kaj pa zdaj? Ja. Ne? In tukaj je treba zdržati s tem. Ne? In ni prijetno, ne? Ne, ni prijetno. Zdržati s tem kaosom, mogoče in zmedo, ker ko nekaj starega odpade, novega še ni, in pa se tukaj znajdemo nekje vmes in je kaos in zmeda in je težko in neprijetno in takrat najrajš pobegnemo v tisto staro. Ja. Ampak tukaj je treba zdržati in biti odprt za novo in zaupati, da bo prišlo nekaj novega in prišlo nekaj tazga, kar nam bo bolj služilo kot tisto staro. Jaz se zdaj spomnim, naprimer, kako sem jaz ugotovila, kakšne stare stvari tudi kotim, pa se zelo vidiš trudim, da bi znala zbrati ta pogum, stopiti vedno na novo, začutiti na novo polje, začutiti, kdaj moram spustiti in se enostavno prepustiti strahu, vsemu, kar me tam v tistem niču čaka. Se spomniš, ko sva midva, ti si odprla to, zato si mi tako zelo dragocena, a veš, ker razmišljaš, greš ven iz teh okvirov. Ko si začela debato o tem permisivni vzgoji in o tem spuku. Doktor Spuk, ne? Spok, ja. Spok, se opravičujem. In takrat je bilo to, ko sem jaz vzgajala svojega prvega sina, edina knjiga o vzgoji. In jaz se spomnim, že itak se spomnim svoje stiske. Jaz sem imela carski rez in nisem imela mleka. Zdaj pa, a dojiti ali ne dojiti, ali to, mislim, to so bile cele drame. In še nekaj, moj otrok je spal celo noč, zato ker smo bili del časa v bolnici, ne? In moja mama je rekla, pusti ga, spi celo noč. Soseda je rekla, ne ga pusti, zbujaj ga. Zdravnik mi je rekel, 3 grame ima premalo, zbuj ga. Jaz sem imela občutek, da ga ne bi zbujala. Mislim, pa sem iskala knjige in tako sem tudi tega Spoka našla in sem se v bistvu kar strinjala s tem, kar je pisal, ker takrat je bilo to zelo revolucionarno, prisluhni otroku, daj mu besedo, poskušaj ga razumeti, če ti ne moreš, mu tudi povej in tako naprej, v glavnem. In potem sem jaz nekje na tej poti rodila 2., 3. otroka in pobrala neko mnenje, ki je preletelo od nekje, vsega je kriva permisivna vzgoja, ki jo je vpeljal ta doktor Spok. Ja. In ti si se vprašala, ali je to on res. Mislim, ali on o tem res piše. O nekih stvarih mogoče se poklopi. In jaz sem si rekla, vse je res? Namreč jaz nisem svojih otrok nikoli vzgajala, da mi lahko skačejo po glavi. Pa še so mi skakali, ne? Jaz jim nikoli, ker sem imela 3, so pri meni veljala pravila, ampak sem vedno mislila, da sem na nek način v tem kotlu, ne? Pa to sploh ni res. A veš, to, da se mi z eno informacijo sprejmemo, da v bistvu nekoga, tega doktor Spoka, označimo kot največje zlo na tem svetu, pa to sploh ni res, pa sploh nisem preverila, pa še celo knjigo njegovo sem prebrala, a veš, me je zelo zaskrbel zame. Kaj sem jaz širila? Neko laž? In Bog ve, koliko je še kakih drugih, mene je najbolj prizadelo to, koliko je šele drugih kakih stvari, ki sem jih jaz tako prevzela in delam krivico drugim in na koncu tudi škodo. Ja, in če dalje več počnemo, to se mi zdi. No, se zato... Socialnimi omrežji je to samo en klik stran. Ja, ta je grozen in je grozen. Tudi jaz sem to že naredila v bistvu, ne? Ja. In se potlej tudi zgrozila, ker sem ugotovila, moj bog, a sem jaz sploh preverila to novico. Ja. Se mi zdi, da ljudje sploh ne preverjamo več, ampak samo, ko se v nas zbudijo neka čustva in ko se z nečim strinjamo, vzamemo, delimo naprej in sploh ne vemo pravzaprav, kakšno škodo lahko s
tem naredimo. In družbi, in družbi, dotičnemu človeku. Ne? Absolutno. Družbi pa nasplošno. Družbi, to se mi zdi velik družbeni problem v bistvu že postal, da ne preverjamo sploh, ali je nekaj res ali nekaj ni res. Ne? In kamorkoli se obrneš. Ja. Tudi če so recimo levi, desni, črni, beli, ta stran, una stran, vse strani počnejo eno in isto. Ja, In v bistvu pravzaprav ne sledimo resnici. Mi sledimo temu, kako bomo nekomu drugemu, kako bomo nekoga drugega, če se grdo izrazim, potlačali v drek, zato da bomo mi svoje prepričanje potrdili, za katerega mi mislimo, da je res. Ja. Ne zanima pa nas, ali je to res ali ni res. No, in to je tudi temelj, zdaj sem okrog Riti v Varžec, se upravičujem, ne, pripeljala med partnerjema, je ravno ta resnica, ne, ta borba, kaj je res najmočnejša borba. Tako jo jaz, mislim, tako vidim, ne, kaj je res, jaz mislim, da je to res, to pa to mora biti tako, ne, to ni res. Ja, ampak če ostajamo na tem nivoju, zgrešimo bistvo. Ja, no. Kaj pa jaz čutim? Moja čustva so vedno res. Jaz ne rabim se upravičevati za to, če čutim jezo ali pa žalost ali pa če čutim strah. To je moja resnica. In jaz ne rabim nobenega prepričati, da jaz to čutim, zato ker to je moje. In ko se začnemo to pravzaprav spraševati, kaj pa jaz čutim, kaj pa si jaz želim, kaj pa je moja resnica? Kaj pa je tvoja resnica? Aha, ne univerzalna resnica. Ker univerzalne resnice veliko, ker večinoma je sploh ni. Ja, dobro, pravijo, da so. Ampak univerzalne, v odnosih velikokrat ni univerzalne resnice. Jaz vidim 6, ti vidiš 9. Stojijo vsak na svojem koncu številke in trdiva, da je 9, jaz pa da je 6. Kaj pa je res? Ja, res je to in to, oboje je res. Samo, a se bova midva zdaj slišala, kaj jaz vidim, pa kaj ti vidiš. A pa spoštovala to, da vsak mava svojo resnico. Pa se poskušala najti nekje na sredini, mogoče poiskati skupno rešitev, s katero bova oba zadovoljna. Ne vem, dejansko se iskreno zanimati drug za drugega. Tega se mi zdi, da nam najbolj manjka v odnosih. Zato sem tudi recimo naredila te karte. Ja. Ker v bistvu na teh kartah so recimo vprašanja. 81 vprašanj, od tega je 20 izzivov. Katerekoli karte, ali partnerske, ali karte smo se mi igrali, moram reči, da nekaj, ne, tudi že spet teti bom dala kompliment. Jaz mislim, da je človek najbolj ustvarjalen in kreativen, ko se igra. Ja. Ko ti ni treba biti pameten, a ne? Ja, ko smo sproščeni. Jaz sem vse svoje najboljše vloge naredila iz stanja, ko sem bila najbolj sproščena in ko sem imela občutek, da mi zaupajo, ko mi je režiser 100% zaupal, sem jaz klatla zvezde neba. Super, in si se lahko sprostila in razširila svoja krila. No, tako da, to, mislim, najtežjih vprašanj ne rešujte takrat, ko je najtežje, takrat pejte na zrak, ne? Ali sigurno. Ali pa tele karte, mislim, odgovarjati in se smejati samo sebi. Ja, res je. V bistvu so narejene karte glih za to, da grejo skozi igro in skozi neko sproščenost. Se mi zdi, da veliko lažje se pogovarjamo o težkih stvarih, tudi ko ni tako napeto ozračje. Lažje povemo neki oseb, ker me je pač karta vprašala. Ti nisem jaz vprašal, karta, ne? To je v bistvu en tak psihološki trik, bi pravzaprav lahko rekla. Velikim so karte že pomagale pri tem, da so se v bistvu začeli pogovarjati o stvarih, o katerih mogoče sploh se ne bi spomnili pogovarjati. Na kartah so vprašanja, ki mi velikokrat rečejo, pa to se sploh jaz ne bi spomnil, da bi jo vprašal svojega partnerja ali pa svojega otroka. Mislim, zelo družabne, mislim, te tvoje karte lahko celo na kakšnih dogodkih ali pa na porokah ali pa, mislim, jaz sem, ali pa tudi tale intima, ki štima, mislim, smo se zabavali, mislim, enkrat smo tako jih malo brali, res zabavno, to je dobra ideja, da v bistvu bolečino nekako daš, oziroma, ne bi rekla, da malo sebe pogledaš z druge, z malo distance, ne? Res je. Pa ne gre v bistvu samo za zabavo, gre pravzaprav za stik, ki ga gradimo. In zato, tako kot sem prej že rekla, za iskreno zanimanje.
me pa res zanima, kaj bi ti odgovoril na to vprašanje. Ja. Če v bistvu tako se pravzaprav naučimo tudi poslušati drugega. Kar je najbolj pomembno. Ne? Kar je najbolj pomembno. Ne samo, da čakam, da ti nehaš govoriti, pa da jaz pa nekaj povem, ampak da te res iskreno poslušam, kaj si o tem misliš. Partnerja in otroke lahko spoznamo v čist novi luči. In partner nas in otroci nas. Ker v bistvu jaz, ko sem dojela, da jaz svojih staršev sploh ne poznam. V resnici. Jaz ne vem, kakšne imajo one želje, hrepenenja, strahove. Ko sem bila majhna, pa sploh ne. Oni se niso z mano pogovarjali o tem, niso mi razkrili tega dela sebe, ampak so bili v svoji starševski figuri in zelo velikokrat smo starši v svoji starševski figuri, kjer moramo vse vedeti, kjer nam mora biti vse jasen, čeprav nam nič ni jasen velikokrat. In kjer igramo neko vlogo. Nismo pa zares mi pristne osebe. Najprej v prvi vrsti smo mi ljudje, tudi v odnosu z otrokom. Ko mi igramo vlogo starša, nas otrok vidi samo tisto masko od spredaj. Kdo pa sem jaz odzad za to masko? Mislim, zdaj, ko to prepoduješ, jaz se spomnim ene situacije, sin in moj mož. Sin enostavno ni hotel komunicirati in mož tudi ne. In potem je vse, sem jaz, naprimer, jaz kasirala. Ne? Ta je prišel k meni in je rekel, ta je takšen, ta je prišel in jaz nisem mogla nič narediti. In mislim, ta stiska in ta muka, mislim, mi res ne vemo, kaj si delamo drugemu. Mislim, kako rešiti zdaj to? Jaz, ki bi najrajši rešila cel svet, kaj šele svojega otroka in svojega partnerja, ne? Ja, v bistvu bi bilo potem, po mojem mnenju, v tem primeru najboljš reči, pusta me primer, zmenita se sama. Tako, jaz tukaj ne bom vajen posrednik, ker naša vloga je že zelo velikokrat ta, da bi res radi vse rešili. In velikokrat je rešitev glih v tem, da nehamo reševati. In da samo dovolimo ljudem, da imajo svojo odgovornost. Predamo ljudem nazaj njihovo odgovornost in sprejmemo samo svoj del odgovornosti. To nam je zelo težko narediti. Mi vso odgovornost na sebe, jaz bom tu se rešil. Zakaj? Zaradi tega, ker smo kot otroci zelo velikokrat bili vse krivi, je bila naša odgovornost, veliko je bilo na nas, mogli smo rešiti starše, za vse poskrbeti. Velikokrat je bilo tako. Danes sicer gremo spet v drugo skrajnost, ker jim nič ni treba poskrbeti. Skratka, nekje ena tista... Zelo lepo si mi odgovorila, ravnovesje iščemo. Se pravi, dober, zdaj smo šli na drugo stran, puberteto smo dali skozi in zdaj bomo šli počasi, mislim, sej to so lepi časi. Jaz se jih veselim, niso pa lahki. Vam ga takole, da naprimer, to je izziv, eno je vprašanje, kaj je najmočnejši del vajinega odnosa? Kako lahko ti prispevaš k temu, da to še krepita? Naprimer, da bom kar tebe vprašala, pa da vidim, kaj mi rečeš. A to me zdaj sprašuješ v mojem odnosu z mojim možem? Ali pa deva, naprimer, hčerke. Hčerke, kateri je najmočnejši del, ki ga jaz prispevam v odnos, bi lahko tako razumela moje vprašanje. Jaz lahko rečem, da v odnosu s svojo hčerko mislim, da je najmočnejši to, da si vzamem čas za njo in da me zares zanima, kaj se dogaja v njej. Stara je 17 let in midve imava, jaz mislim, da zelo dober odnos, ki sva ga gradile leta in leta in leta, da sva prišle do sem. Bilo je veliko vsega, ogromno enih stvari sem jaz mogla predelati kot mama, spustiti, preokviriti, ne vem, prečutiti in predelati. In danes se ogromno pogovarjava, takole, ko se midva zdajle pogovarjava, o takih stvarih se pogovarjava, zaradi tega, ker sem se že velikokrat sva se tako pogovarjala, že tudi, ko je bila majhna. Mogoče včasih bi rekla, če sem malo kritična do sebe, malo preveč, je bilo mogoče malo preveč za njo, ampak in sva se tudi o tem že pogovarjala. Ki si bila v stiski, si se v bistvu na nek način obrnila na njo kot na prezrelega ali pa sem mi poskušala razložiti ene stvari, za katere mogoče še ni bila čista. Ampak je pa rekla, da je, ko sva se pogovarjali o tem, je rekla, da je mogoče to bilo tudi dobro, zaradi tega, ker so se eni nastavki za takšno razmišljanje, kot ga ima danes, že takrat ustvarjali in je v bistvu zdaj samo še
nadgrajuje, zaradi tega, ker pri 17 letih ona razmišlja o tem, kako bo imela eno hiško z vrtom, zemljo, kako bo imela svoj vrt, kako bo gojila svojo zelenjavo, kako bo imela kokoške, da bo imela svoja domača jajca, govori o trajnostnem razvoju, govori o odnosih, o tem, zadnjič mi je recimo razlagala, da je v bistvu ugotovila, da ima anksiozno navezan stil, da je v bistvu je to ugotovila, da je v bistvu bolj strah tega, da bi bila zapuščena, pa da v bistvu bolj ona čuti nekako spravi. O takih stvarih recimo se mi pogovarjava in imava cele debate in jo poslušam in to se mi zdi, da je in moj največji doprinos kot mama, da v bistvu zmorem se usesti pa jo poslušati. Jaz se zdaj lahko rečem, da sem prebrala, mislim, to je tudi spet ena dodatna tema, bi bilo zelo zanimivo. Jaz sem našla svoje dnevnike, ki sem jih pisala tako res od 15 leta in veš, kaj sem ugotovila? Mislim, to je neverjetno. Da sem jaz pri 18 bila bolj cela ženska, bolj cel človek, meni je bilo bolj jasno, kaj hočem v svojem življenju, kaj je prav in kaj ni prav, ko potem pri 35-40. In to sem za novo leto prebrala in sem se zjokala nad sabo, ker tisto, kar sem pisala pri 35 je bilo mene danes sram, kakšne kompromise sem delala in kako sem se obnašala. Ko da bi vse to, kar sem takrat pri 18 imela kot vrednote, pozabila. Tako da pot še ni končana. Ja, absolutno. Življenje je eno sam izziv. In eno samo učenje, se mi zdi, če smo na to pripravljeni. Izziv je pa tlele, kdor je izvlekel to kartico, naj v roku enega tedna pripravi majhno presenečenje za partnerja. Ni nujno, da je v materialni obliki. To je pa zna biti za kjerga velik izziv, ne? Ali da trošiš denar. Bodi izviren, ustvarjalen in romantičen in drzen. To je za marsikoga kakšen, mislim, velik izziv. Ja. Super mi je všeč. Ta način mi je všeč, da se pravi naših izzivov, naših težav lotevamo originalno, ne? Ja. A potegneva še eno, tole, dej to pokaži, Tole, da bomo malo se nasmejali. Intima, ki štima. To v bistvu, ja, vprašanja so precej globoka, ne? Ja. Tudi tukaj pri intima, ki štima. Ja. Vprašanja absolutno niso vulgarna, so taka globoka, odnosna. Ja. Ampak kljub vsemu je zabavno skozi ta filter na nje odgovarjati. No, to sem hotela reči. Ja, sigurno. Čakaj, same izzive tukaj le vidim, se mi tako lepo klapljajo karte. Recimo. Kdaj se počutiš najbolj spolno privlačen oziroma privlačna? Kako lahko jaz prispevam k temu, da bi se počutila še bolj spolno privlačna? Krasno vprašanje, ne? In to se vprašata dva in ki ima... Ki se želita pogovarjati o teh stvarih, ki želita raziskati svojo intimo, ki želita biti drug za drugega še vedno privlačna. Recimo, midva s partnerjem sta skupaj 23 let in midva imava zdaj veliko boljši odnos, kakor sva ga imela na začetku zveze. Tako v intimi, kot v odnosu in v povezanosti in tako naprej. Tako da se da v bistvu. Jaz sem vedno živela z enim prepričanjem, da bolj, ko odnos traja, slabši je. Bolj si odtojen, in tudi velikokrat vidim to še vedno okrog. To je zato, ker pač moja starša sta žal tako živela, ker nista znala drugače, nista imela teh orodij in tega zavedanja. V okolici sem to videla in to je bilo v bistvu tudi moje prepričanje. Ampak jaz tega ne verjamem več, jaz verjamem v to, da je lahko z leti lahko še veliko lepše in še veliko boljše. Samo je pa treba narediti nekaj za to. Samo od sebe ne gre. To je to, kar vedno pravijo, da je treba odnos zalivati k rožo, to absolutno drži. Ja, ljudje imamo radi, če bi se nam kaj tako samo z neba spustili. Ampak se nam tudi takrat ne vidimo, a ne? Ja, tudi je res. Še tudi, ko se to zgodi, ne vidimo, ne? In bi imeli vedno več. Se pravi, odrasti moramo kaj? Vsi? Odrasti moramo vsi, ja. In naši otroci in mi.
naši otroci odrastejo v to, kar vidijo okrog sebe. In če vidijo okrog sebe zrele, odgovorne, empatične, spoštljive, sočutne, samostojne odrasle, bojo zelo verjetno odrastali v take ljudi. Če tega zgleda nimajo, jim bo to veliko težje in bojo morali to sami odkrivati potem, ko bojo odrasli. Da, ja. Draga moja, hvala ti za tvojo originalnost, hvala ti za tvoje razmišljanje, za tvoje iskanje, za tvoj pogum. Res sem vesela in upam, da nas bo čim več. Ja, naj nas da bo. bomo zaveslali končno v vsaj malo bolj, kako bi rekel, lepo, odgovorno družbo, kjer se pač ne bomo ves čas gledali, ti si kriv, ti si kriv, Tako. ti si kriv, ti si kriv. Ja, še to, a lahko še to povem? dej, Eno povej. najbolj pomembnih vprašanj, ki si jih lahko partnerja zastavita, je to, kaj lahko jaz naredim. Kaj sem jaz? Ker v bistvu večinoma poteka tako, ti si naredil to, ne, ti si naredil to. Ti najprej to naredi, pa bom pa jaz to naredil. Ti popravi to, če boš ti tak, bom potem jaz okej, ne, in tako naprej. Dajmo nazaj se obrniti. Kaj pa jaz lahko naredim? Kaj pa je moja odgovornost? Kaj pa sem jaz narobe naredil, kaj lahko jaz popravim? In če bomo šli iz tukaj sem, tukaj se reši največ stvari. Tukaj se rešujejo stvari. Pri meni. Jaz drugega ne moram spremeniti. Ne morem ga. Še sebe težko spremenim. Ja, saj Kaj še vidiš, ne bom ja, drugega? ja. Ne morem. Niti s prisilo, niti z manipulacijo ne da se. Ljudje se spreminjamo takrat, ko se sami želimo in ko smo na to pripravljeni. In zakaj ne bi to energijo, ki jo vlagamo v druge, da bi se drugi spremenili, vložili vase, veliko bolj učinkovito, efektivno je to. Veliko manj časa bomo porabili za to in veliko boljše rezultate bomo imeli. Slišali ste mojstrico, slišali ste modro žensko. Kaj lahko storim za vas? Napišite, vidimo se naslednji ponedeljek. Hvala. Hvala!